Na ogroženih območjih medtem ostaja še nekaj 100 slovenskih državljanov. Kot sporoča zunanje ministrstvo, priprave na njihovo vrnitev potekajo, ljudi pozivajo naj bodo mirni in na varnem počakajo na obvestilo za odhod. Vlada je sinoči razširila seznam držav, iz katerih bo potekala vrnitev, in sicer še na Bahrajn, Jordanijo, Katar, Kuvajt, Libanon, Oman, Savdsko Arabijo, Sirijo, Izrael in Ciper. Tisti, ki so ostali ujeti na ogroženih območjih in so se želeli vrniti sami, pravijo, da je skoraj nemogoče dobiti letalsko vozovnico za Evropo. Tanja Volmut. V ponedeljek je bil najin let z Maldivov v Dubaj odpovedan prvič, opisujeta slovenski turistki, ki sta zato še vedno na sicer neogroženih Maldivih. Sva dobila datum prvi na voljo v sredo, potem sva že v ponedeljek dobile spet odpovedan let za sredo, nato sva pa dobile opcijo za četrtek ob polnoči iz Maleja za Dubaj, pa potem Brnik. A tudi tretji let jima je prevoznik odpovedal, zato sta začeli vozovnice iskati sami, kamorkoli po Evropi. Ni bilo ene karte na voljo. Na letališču na Maldivih sta pri dubajskem prevozniku želeli izvedeti, zakaj skoraj ni mogoče odpotovati. Pol nam je razložil, da dejansko bojo imeli prednost vsi tisti, ki imajo dubajski potni list, in potem, se pravi, da se bojo prioritetno vkrcali. Druga stopnja pa je, da moraš ti v bistvu imeti zagarantiran tudi povezovalni let naprej, v najnem primeru Brnik. Vozovnice domov jima je našla agencija, a skoraj okoli sveta, iz Maldivov v Malezijo, na Tajsko in do Italije. Cene pa letijo v nebo. V bistvu jaz bi rekla, da je to zdaj ratalo, pač to je grozen, ampak neka borza s kartami, oziroma kdo da več ali pa kdo ima, lahko pride domov, bova dali 1900 evrov. Vsaka, ne? Se pravi, na osebo. Tudi v Dubaju, odkoder poteka reševanje, so še naši turisti. Odletela naj bi ta večer. Včeraj pa pravzaprav sva ugotovila, da kljub temu, da sva se prijavila na vse mogoče naslove, pravzaprav nisva bila na nobenem spisku, sploh naju niso imeli zavedenih, in v bistvu je takih kar nekaj. Tako da zdaj smo ugotovili, da edino, kar lahko res narediš, je, da pač toliko časa kličeš, da se ti nekdo javi. Pred potovanji kakšnih posebnih varnostnih opozoril ni bilo, pravijo naši turisti. Če bi bila ta opozorila jasno skomunicirana, oziroma če bi za to vedeli, midva zagotovo ne bi šla, bi pač odpovedala. In problem, jaz želim samo to poudariti, ni, da mi rabimo, da nas kdo pride reševati. Problem sta res, ne da se dobiti karte, ljudje so res obupani. In tisti, ki so se že vrnili. Kaos je bil predvsem na letališču v Omanu, ko je od diplomata zahtevala informacije množica ljudi. Bil je zelo v nezavidljivem položaju in takrat so se nekateri ljudje tudi odločili, da vzamejo stvari v svoje roke in so si začeli kupovati karte tam tudi do 4000 evrov po osebi. Niso želeli leteti v Aman, zračne razdalje s Tel Avivom je dobrih 100 kilometrov. Moj otrok recimo je takrat doživel pravzaprav histeričen jok, ni hotel iti v letalo in potem je prišel lepo, to moram tudi pohvaliti, pilot do nas, nam razloži, da ima on 2 otroka in da če ne bi bil prostor varen, tudi sam ne bi šel. 52 ur najtežje poti v življenju, pravi Recek. Vsi, ki so bili tam, pa niso bili zadovoljni, na koncu koncev moramo biti hvaležni državi, da nas je nekako potegnila iz tega kaosa. Slovenija bo vračala ljudi v domovino še z Bahrajna, Jordanije, Katarja, Kuvajta, Libanona, Omana, Savdske Arabije, Sirije, Izraela in Cipra.